Gledate oddajo Klepet ob kavi. A ste vedeli, da različne dneve v letu ima voda bolj zdravilne lastnosti za uživanje? Danes in 23.12., če greste iskat izvirsko vodo, si jo lahko pripeljete v steklenici in jo uživate, bo vaš organizem hvaležen. Če pa želite imeti ledeniško vodo, pa jo date to izvirsko vodo v zmrzovalnik in čez nekaj časa vzamete ven, pa boste imeli prav tako takšne lastnosti. In lansko leto, ko je naša ekipa, Marijana in Jasmina, so šli po izvirsko vodo, so se by the way še vrgli noter v zelo ledeno rekico. Izkušnja je bila izjemna in kljub temu, da se je kar kadilo iz mene, ko sem prišla ven, sem si želela še. Wow, ok, no jaz sicer tega še nisem šel sprobati, definitivno bi šel, ko zgleda zelo zabavno, ker pač veliko kričijo od veselja, očitno. Ampak o tem se bomo danes pogovarjali z našim gostom, z Damjanom, ki že prakticira te posebne tehnike za zdravje. Ja, dobro. Živej, Damjan. Ja, res je, nekako zdravje me je prisililo do tega, da sem iskal neko rešitev oziroma nekaj, kar bi mi dalo novo energijo. In ja, našel sem to Wim Hof metodo dihanja in hladnih tušev. Ok, torej, to ni samo, da ti se flikneš noter v hladno vodo in se haleluja zgodi. Je prav posebna tehnika ali kak način, kak pristopiš temu sploh? V bistvu je to, pač ni nekega pravila, kako bi naj kdo začel z hladno vodo ali s tuširanjem ali s hladnimi kopelmi, ampak vsak bi mogel najti neko svojo pot, ne? Nekateri se lažje prilagodijo mrzli vodi, nekateri težje, ne? Ampak zagotovo je tukaj pride tisti na svet, poslušaj svoje telo, ne? Ali nekateri bodo dlje časa potrebovali, nekateri pa pač, tako kot sem že rekel, bodo se lahko res kar fliknili v vodo, kot si ti povedal. Jaz osebno sem začel počasi, tam nekje 30 sekund na ne najbolj mrzli vodi, ki nam priteče iz tuše, to je tam 12-13 stopinj. Se direkt tuširal s hladno vodo? Tako, jaz sem začel s temi tuši in potem sem pa postopoma ta čas podaljševal in zniževal temperaturo, saj od začetka me je treslo, dobil sem kurjo polt, tisto, ko ti voda dol teče, te začne dejansko boleti od te mrzle vode. A si kaj juško zraven? Tudi to, ko loviš sapo, ko sapo loviš, ko ti mrzla voda priteče, ne, ampak s časoma, kakor tedno, dveh, sem se naučil to kontrolirati. Predvsem to sem vzel kot neko meditacijo. A veš, da jaz tudi dejansko propavam te stvari? A res? In je fora, da pač vem, da na začetku sem bil tako, jaz kot vojak, špartanc, gremo varianta in sem se takoj hladno napolnil, da je bil totalni šok, ne. Potem sem gledal tega Wim Hofa neke videe in je on bil tako, ne, ti greš v easy, pa si malo roke, malo noge, pa priješ pač gor do vrha, ne. Pa manj hladno, pa pol vedno bolj hladno. Kaj si videl po tvojih izkušnjah, kaj teb najbolj pritegne, da si šok takoj ali počasi? Ja, jaz sem sploh čisto od začetka počasi. Tudi znižil temperaturo, pa manj časa, potem pa sem postopoma povečeval čas, pa zniževal temperaturo. Zdaj, ko že to delam dlje časa, pa enostavno stopim pod tuš, za kakih 10 sekund odprem vodo tak na pol, rečemo temu, potem pa kar direktno na mrzlo, to je nekje 8 do 9 stopinj nam priteče iz tuša, pa 5 minut. 5 minut po celem telesu in ja. Pa vidiš ful veliko razliko v zdravju zdaj, ko si začel to delati? Lahko rečem, da pač na internetu je napisanih mnogo nekih pozitivnih učinkov mrzle vode. Jaz osebno sem zaznal pri boljši cirkulaciji in neki regeneraciji mišic po treningu. Definitivno imam manj bolečin v križu po dolgi vožnji z avtom ali pa kaj takega. Pa če se zvečer tuširam pred spanjem z mrzlo vodo,
zagotovo boljše spim. Ena od glavnih teh pozitivnih učinkov pa je pri meni obvladovanje stresa. Aha, torej ta umska reč. Tako, ker sem to vzel kot neko meditacijo in se pravim, od začetka je mene treslo, tisto, ko loviš sapo, ko dobiš kurjo polt po celem telesu, ko te dejansko boli od mrzlega. To sem najbrž se tudi telo malo privadi, ampak mislim, da sem tudi uspel to eliminirati. Tako da zdaj sem lahko ne vem kako dolgo pod mrzlo vodo, pa ne dobim kurje polti, ne trese me, ne boli me nič. In ja, ampak še zdaj, po tem dolgem času, če nisem zbran, če ne prevzamem kontrole nad telesom, bi me začelo tresti ali pa ne. Tako da je bolj tisto umsko, da si ti to pripravljen, da boš to naredil. In ja, tako da in na ta način, ko tako telo izpostavljamo stresu, lahko naučimo možgane, da se privadijo temu stresu oziroma da lažje prenašajo stres. Tudi okoliški, tudi drug stres. Ja, pač za možgane pa za telo je stres, ali je to v službi, doma, otroci, ali so kakšni osebni problemi, ali pa je to tudi fizični stres, njim je vseeno, stres je pač stres. Se bi se kar splača to, ne? Ja, jaz bi priporočal načeloma vsakemu to, ampak če so kakšne zdravstvene težave, se naj mogoče prej posvetujejo z zdravnikom, ampak ja, zagotovo so pozitivni učinki, po moje na vsako telo. Vsak pa naj počasi, ne nič na silo. Imeli smo eno Katjo, ki je probala v Kamniški Bistrici to tehniko in smo posneli video, pa si pogledamo, kako je to izgledalo. Aha, da vidimo. Škoda, da nisem malo dlje vztrajala. Moj cilj 5 minut se ni uresničil. Koliko je pa bilo? Je bil kar ambiciozen, po moje kakšno minuto. Ampak sem slišala, da večkrat, ko prideš, lažje. Kaj boš šla? Ja, absolutno. Res? Hočem res doseči teh 5 minut. Okay. Ampak očitno v prve ne šlo, ne? Bi šel kje tazga? Si že sprobal? Nisem še probal, nisem še bil v naravi v mrzli vodi, ampak samo doma, tuš pa hladni ledeni kopeli. Bi pa probal, ja. Ne vem, škoda, da nisem vedel, da je bilo to organizirano. Ja, ker takrat je bilo 5 stopinj. Voda, pa zunaj. Ja. Zunaj pa tudi verjetno zima. Ja, zunaj pa ne vem točno, ampak 5 stopinj je imela voda. Bi bilo za probati, ja. Me zanima, če bi jaz držal 5 minut. Mislim si, kad sem prejšnji teden sem šel gor na Gorenjsko, nek potoček je bil in je bil že tukaj hladen, da ko sem roke dal not, so mi čisto rdeče ratali in pa začne rezati noter, tako da, o moj bog. Prekrvavitev, viš, če bi šel cel. Ja, se to. Tako da, koliko v bistvu sploh prideš do tega, da si lahko 5 minut not, meni je to čisto vesoljsko. Pa ja, tako kot sem že rekel, najbrž s tem in pa s treningom, ne. Okej. Po moji izkušnji je največ v glavi, ne. Okej. In kaj pa predlagaš, na kak način se naj ljudje, tisti, ki se hočejo sprobati o tem, na kak način pristopiti? Prej si rekel, da je za vsakega različno, ampak kaj je nek tako način, ko je za tebe deloval, da si se upeljal ta umsko notri, da si postal močnejši? Pa mogoče vzporedno tudi Wim Hof metoda dihanja, ne. In zakaj je ta dihanje bolj pomembno? Kaj pa vem, ker te spravi v neko podzavestno stanje, pač kar odletiš in dejansko imaš tisti občutek, da pač jaz okolice enostavno na tisti moment ne slišim in jaz si v nekem takem meditativnem stanju, ko imaš občutek, da bi lahko vse naredil. Kako pa izgleda to dihanje? To dihanje pa izgleda v bistvu niti ni tako zahtevno oziroma čisto enostavno. Gre za dihanje praktično s trebušno prepono in ko vdihnemo vzdušno prepono in napolnimo celo telo in samo delno spustimo zrak iz pljuč, ne izdihnemo čisto, ampak samo delno spustimo. To ponovimo 30-krat.
To ponovimo 30krat. Tako. In potem 30-tič spet samo delno spustimo in zadržimo sapo. In držimo kako dolgo lahko. Okay. Ta čas se pri meni, recimo, če bi tak iz normalnega stanja zdaj v tem trenutku nehal dihati, zdržim slabo minuto. Ampak to greš ti v vodo pa noter držati? Ne, to delam meditacijo pred tušom. Okay. In se pravi, pred tem dihanjem brez zraka zdržim slabo minuto. Po tem dihanju, ko telo dejansko vse celice napolni s kisikom, pa zdržim tam dobri 2 minuti, 2,5 brez dihanja. In tisti zadnjič, ko izdihneš, zadržiš sapo, to držiš nekje, koliko pač lahko, ne? Pri meni je to 2 minuti, 2,5, včasih je tudi bilo 3 minute. In ko več ne moreš, spet globoko vdihneš s trebušno prepono, z vsemi pljuči in takrat držiš spet sapo 10 do 15 sekund in teh 10 do 15 sekund je zame bila tista neka ekstaza, dobiš mravljince po telesu, v glavnem nek poseben občutek, neka toplota te oblije. Takrat, ko sem imel težave s črevesjem, točno na mesto, kjer je bilo črevo vneto, sem čutil tako močno utripanje, pulziranje. Ja. Pravijo, da tam, kjer je težava, se to pulziranje pojavi. Tako da pri meni je tako bilo in po 10-15 sekundah, ko to držiš, spustiš, potem pa še 2krat ponoviš ta cikel. To je tako eno osnovno dihanje po tej Wim Hof metodi. Ne? In potem, ko si v tej ekstazi, greš pod vodo in je nekako... Tako sem jaz začel, no. Ja. Pa vidiš, da v bistvu da nam to pol pomaga pri prizemljevanju, ker se mi zdi, da smo mi kot civilizacija ful neprizemljeni, pa ne povezani z naravo, pa tako ne povezani samim sabo v bistvu. V bistvu ja. Tudi nek osnovni namen meditacije je to, da se postavimo v tukaj in zdaj in živimo tukaj in zdaj, da se prizemljimo dobesedno, ne, ker tudi moderni način življenja, vsi ti telefoni, tablice, televizija, vse nas konstantno potiska naprej in si je treba vzeti ta čas pa se ustaviti. Da smo imeli enega gosta, Marjan Kogelnik, in je glih razlagal o tem, kako smo v bistvu totalno neprizemljeni in kaj potrebujemo. Tako da dajmo si pogledati. Okay. Naravno stanje človeka je uzemljeno stanje človeka. To so vsa starodavna ljudstva, vsi so delali z zemljo, obuti so bili, ne vem, v obuvala, ki so bila prevodna, ne vem, bili so vse čas z zemljo v stiku, ne. Ko sem šel prvič v mrzlo vodo, se pravi v Trilobit, jezero Trilobit nad Jesenicem, je bila temperatura vode 2 stopinji. Prišel sem z močnim kašlom. Ampak to seveda ne priporočam, ne. To sem pač šel in sem imel zadržek, a bi sploh šel ali ne bi, pa je rekel Emil, če hočeš pa pridi, tu imaš kopalke, ti posodim, ne. Oblečem njegove kopalke, čeprav sem bilo preveliko in ogromno. In sem šel, ampak potem, ko sem prišel z vode, nisem več kašljal, sploh. Človek bi mislil, da dejansko, če greš take neumne stvari početi, kot se vrti v vodo in to, ne, da se bi človek prehladil, ne. Ja, takšno je neko splošno razmišljanje, ja, ampak najbrž ni tako. Tudi ena od teh pozitivnih učinkov mrzle vode je krepitev imunskega sistema, pospeševanje limfnega sistema, ki je kot neko, kako bi rekel, komunalno podjetje našega telesa, čisti telo odpadkov, odpadnih snovi in zaradi tega lahko pride do manj okužb. Ti si drugač bloger. O čem še tako pišeš? Ker to je ful ena taka zanimiva tema v bistvu, na nek način revolucionarna, ki se dogaja. Je še kakšna taka posebna stvar, ko bi jo želel tako deliti, ki si jo že naredil pa pisal v njej? Ja, tako kot je ime mojega bloga, Mešano na žaru, pišem o vsem mešanem. Tako da ja, nimam neke posebne teme. Pisanje o tej Wim Hof metodi, o tej moji izkušnji z mrzlo vodo
je pač me v tistem momentu, ko sem se čutil, da se moram najti neko novo energijo in sem takrat začel s to mrzlo vodo. Takrat sem pisal o tem, zdaj pa načeloma pišem o čemerkoli, karkoli pride, o kakšnih potovanjih, kakšnih izletih z družino. Zadnje čase pa tudi se dosti posvečam video, YouTube kanalu svojemu. Imaš prav svoj kanal. Imam svoj kanal. Kako se pa imenuje? Isto vmešano? Damjan Zupanič, ja. Aha, Damjan Zupanič, tako. Je tak bolj osebni kanal, kjer se pač družino se radi potepamo, nekako pa to jaz zabeležim v tak kratki filmček. To sem si zadal kot nek cilj, oziroma da beležim spomine. Na stara leta bo zagotovo zanimivo pogledati, ko so bili otroci majhni, ko sem še jaz mlad pa vitalen. Danes boš lahko šel prav iskati to izvirsko vodo, glede na to, da je na današnji dan bolj posebna. Bi lahko tudi kak video o tem naredil? Ja, lahko se tudi zmenimo, ja. Super, imaš še kakšno stvar, ko bi jo želel izpostaviti, ko si strasten glede nje? Ja, tako kot je kolega v prejšnjem prispevku rekel, pa ko smo že midva rekla, dajmo si vzeti čas zase, za družino in se prizemljiti. 5-10 minut na dan bo zagotovo dobro delo vsakemu izmed nas. Res je, super. Dajmo si zdaj še vzeti čas, da si pogledamo naše prihodnje dogodke. V soboto 30.11. vabljeni na stojnico klepeta ob kavi v nakupovalnem središču Qoolandija v Novem mestu. Tukaj vam bo od 10. do 16. ure svetovala Marija Ana Kolman. Z njo se lahko posvetujete o svojem zdravstvenem stanju in podpori fitoterapije. V petek 6.12. vabljeni na brezplačen večer hvaležnosti. Tradicionalno ga pripravimo vsako leto in tudi letos vabljeni. Veliko nagrad, koristnih in zanimivih informacij lahko pričakujete. V četrtek 12.12. na polno luno vabljeni na zvočno kopel za globoko celično sprostitev s terapevtskimi instrumenti, gongi, kristalne vilice, posode in še marsikaj drugega. Vabljeni torej na zvočno kopel. Na soboto 21.12., ko praznujemo solstici, vabljeni na tradicionalne energijske priprave za leto 2020. Energijski proces se bo torej zgodil v soboto in na ta dogodek vsekakor pridite pripravljeni in opremljeni z veskom in pisalom. Povej mi še, kaj ti počneš za svoje dobre počutje? Svoje dobre počutje? Najbolje se počutim po športni aktivnosti, recimo, če je to. Rad se ukvarjam s športom, koliko mi le zdravje dopušča. Vse vrste športa. Za sebe pravim, da ni šport tak. Sliši se, kot da si tak starček. Da mi zdravje dopušča, veš, fant, dragi. Ne te sorte zdravje, ampak ja, igram, oziroma za sebe pravim, da ni ga športa, ki se ga ne bi mogel igrati. Tako da najraje pa nogomet, tek, kakšno kolo pa hribi. To je to. To je super, hvala ti. V glavnem, ne pozabiti danes iti po izvirsko vodo, pa dajte jo mečkano zmrzovalnik, na koncu pa še polijte z njo, da bo dober efekt. Pa ne pozabi dihati.